V sredo 2. marca ob 19. uri je Lions Klub Konjice v sodelovanju s Centrom za kulturne prireditve Slovenske Konjice v avli kulturnega doma v Slovenskih Konjicah organiziral predstavitev dokumentarnega filma Toplo srce Afrike, ki so ga predstavili člani odprave Malawi 2010 Društva študentov medicine Maribor. Društvo študentov medicine iz Maribora je nevladna organizacija, ki v svojih vrstah združuje študente medicine Mariborske medicinske fakultete, bodoče zdravnike, ki so v letu 2010 tudi ob finančni pomoči Lions Kluba Konjice organizirali humanitarno izobraževalno odpravo na Črni kontinent pod imenom Odprava Malawi 2010. Nanjo so se podali 4 študentje 6. letnika medicinske fakultete Univerze v Mariboru, Tilen Zamuda, Maja Mlinarič, Tamara Elbl in Blaž Jelenko in še absolvent fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru Marko Platajs. Na predstavitvi odprave so njeni udeleženci povedali mnogo zanimivega o deželi Malawi, kot tudi o njihovi odpravi ter samem delu. Od avgusta do oktobra so po svojih najboljših močeh priskočili na pomoč slovenskemu misionarju patru Stanku Rozmanu in njegovi ekipi pri osveščanju, oskrbi in samem zdravljenju lokalnega prebivalstva v mestecu Kasungu in okolici. Ljudje si v teh revnih predelih oddaljenega sveta ne morejo privoščiti stroškov za zdravila, zato so jim pri tem pomagali slovenski študentje. Kritične so lahko že najmanjše infekcije, vsakodnevno je prisotna malarija, okužbe z virusom HIV in še ostale mnoge infekcije. Delo so opravljali v zelo težkih pogojih, saj v Afriki primanjkuje pitne vode, zdravstvenega kadra in, kar je najpomembneje, tudi zdravil. Od zanimivih in iskrivih zgodbic o reševanju zdravstvenih problemov domačinov na tisoč in en način po domače, pa so prisotne gledalce filma kaj hitro preselili na realna tla, saj so se morali na odpravi srečevati med drugim tudi z vsakodnevnimi primeri smrti otrok, ki jim na žalost več ni bilo pomoči. Člani odprave so potrebno izobrazbo pridobivali med 6-letnim študijem in pri izbirnem predmetu tropska medicina, prakso pa so pridobili na praktičnih vajah v 6. letniku, ki so jih nadgradili še s prostovoljnim delom v bolnišnici pred odhodom v Malawi. Veseli smo, da smo v Slovenskih Konjicah doživeli v organizaciji Lions Kluba Konjice in pa Centra za kulturne prireditve obisk Društva študentov medicine iz Maribora, konkretno odprave Malawi, ki nam je danes predstavila film Toplo srce Afrike. Z nami je Blaž Jelenko. Povej nam, prosim, kako funkcionira vaše društvo v Mariboru, Društvo študentov medicine, in kako konkretno je nastala ta odprava v Malawi. No, Društvo študentov medicine je zelo mlado društvo, zdaj že 6 let od samega ustanovitve društva. So ga pa ustanovili študenti takrat prve generacije študentov, to smo zdaj mi absolventi medicine. In v okviru društva imamo številne projekte, od tečajev prve pomoči do teh medo programov, to pomeni, kako otrokom približati samega zdravnika, in tudi o drogah. V glavnem, kup aktivnosti poteka in ena izmed teh aktivnosti je bil tudi lanski projekt Odprava Malawi 2010. Odprava Malawi ni bila verjetno majhen zalogaj, sredstva za financiranje tega projekta ste zbirali verjetno širše. Nekaj vam je pomagal tudi naš lokalni Lions Klub. Povejte, kako je zadeva potekala v organizacijski ravni? Sama zadeva je, glede na to, da je to prva odprava mariborskih študentov medicine, je bila zaradi tega dosti težja. Treba je bilo postaviti same temelje od začetkov predmeta tropska medicina pa vse do zbiranja sredstev, ker sama fakulteta še ni toliko poznana in marsikdo, ko smo prišli prositi, je nas sprejel z izjavo, a Maribor ima tudi to fakulteto za medicino. Tako da je bila vsa stvar, je trajala približno dobro leto pa pol, od samih pridobivanja potrdil se strani Ministrstva za zdravje, od dekana in vseh teh organizacij, da smo pa lahko šli do sponzorjev, ker sama odprava ni poceni, gre za sredstva tam okoli od 15 do 20 tisoč evrov. In ker je ta odprava zasnovana na način, da mi prinesemo s seboj vsa sredstva, od medicinskega materiala do samih zdravil in tudi ves prevoz materiala, in vse smo mogli organizirati sami. Je pa izkušnja v Malawi verjetno neprecenljiva za vas kot študente z strokovnega vidika in pa tudi delno tisto, kar druži vas na tej odpravi in pa današnjega organizatorja Lions Klub Konjice, humanitarnost. Mogoče še kaj na to temo, kakšne so bile izkušnje na terenu samem v Malawiju?
Definitivno je izkušnja zelo velika, ker pač Malawi spada med 5 najrevnejših držav na svetu. Sam zdravstveni sistem in tudi vsa ostala logistika in ostale zadeve v državi so še bolj, bi rekli, dost nižje razvita država kot Slovenija. Zato je pač za nas bilo zelo zanimivo. Mi smo bili v začetku 14 dni v glavni državni bolnišnici v Lilongwe, v glavnem mestu Malavija, in tam smo pač videli, da je slovensko zdravstvo res na nivoju in da bi pač ljudje, če bi vedeli, kak so stvari druge po svetu, bili precej veseli, da smo tukaj. Ja, upam, da smo danes uspeli en kanček tega vzdušja oziroma občutka in izkušenj prikazati tudi našim gledalcem oziroma obiskovalcem predstavitve vašega filma Toplo srce Afrike. V imenu organizatorja vam želim še naprej veliko uspešnih projektov in pa tudi veliko strokovnih uspehov na področju zdravstva. Hvala lepa. Hvala tudi vam za povabilo, za vso podporo, same odprave, pa lep večer ostalim.